Naše zgodbe, vaša vprašanja je bil naslov ganljivega dogodka, ki so ga zasnovali v Inštitutu Zlata pentljica Otroci z rakom. Zdaj pa je napočil tisti veliki trenutek. Čas, da na oder pokličemo njih, naše gostitelje, mladostnike, člane Inštituta Zlata pentljica Otroci z rakom. Z nami so Tomi, z nami je Hana, na oder prihaja Luka, trojici se pridružuje Sara, z nami je danes tudi Maja, in Korina. Na oder zdaj povabimo še Vito, pa Tino, Kajo, in Nežo. Dobrodošli na velikem odru, dragi naši gostitelji in moj, lahko bi rekla, kar naš navdih. Verjamem, da ste nekateri že slišali, spet drugi pa opazili posebno škatlo, ki jo nosi Korina. Tole je jabolko navdiha, ki ga je Inštitut Zlata pentljica prejel 12. februarja letos iz rok predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Dragi fantje in dekleta, čestitke še enkrat za jabolko navdiha in naj vam slednjega nikoli ne zmanjka. Njihove zgodbe so nas, občinstvo v festivalni dvorani na Bledu, hkrati ganile in navdušile. Pred nami na odru so bili mladi, ki so s svojim pogumom in odločenostjo ob strokovni pomoči in podpori najbližjih premagali raka. Jaz sem Hana, stara sem 13 let in imam možganski tumor. Ja, imam, ker kljub zdravljenju tumor ostaja del mene. Odkrili so mi ga pred 3 leti, en dan pred mojim 10. rojstnim dnevom. In najprej so me operirali. Operacija je potekala skozi nos in ker da se je rana popolnoma zacelila, sem po operaciji še 3 tedne striktno ležala. Ker pa moj tumor ni maligen, torej ni rakav, smo upali, da bo operacija zadostovala, ampak je tumor po 10 mesecih žal začel spet rasti in sem mogla iti na kemoterapijo, ki pa je trajala 1 leto in pol in prejela sem 17 ciklov. Kemoterapija in tumor sta mi pustila kar nekaj posledic. Zaradi propadanja živcev, ki jih je povzročila kemoterapija, imam težave z mišicami in ravnotežjem, trenutno pa še čakam na opornice za noge. Zaradi tumorja pa ne vidim na levo oko in zunanjo polovico desnega.
Če vas zanima, kako vidim, si z levo roko popolnoma pokrite svoje levo oko, takole, in z desno zunanjo polovico desnega. No, tako jaz vidim. Kljub vsem zdravstvenim omejitvam Hana smelo načrtuje svojo prihodnost. Trenutno pa poskušam slediti šolo, fizično okrevanje, potem tudi malo počitka in seveda tudi zabavo, ki povzroča mi pa kar dosti težav to, da se hitro utrudim in da ne morem narediti vsega, kar bi želela in kar bi mogoče bilo dobro, ampak trenutno hodim v 8. razred v osnovni šoli. Moji plani za vnaprej so gimnazija, zelo me zanima zgodovina, ampak odkar pa z inštitutom hodimo veliko po kakšnih uradnih dogodkih, tudi večkrat smo bili že pri obisku predsednika države Boruta Pahorja, tudi v državnem zboru smo bili že nekajkrat in me vedno bolj zanima protokol. Mladostnice in mladostniki so svoje zgodbe o prestanih bolečinah, strahovih, malih in velikih zmagah, pa tudi o včasih težkem vključevanju nazaj v normalno življenje, spregovorili naravnost in iskreno. Ta bolezen mi je ogromno vzela, ampak tudi veliko prinesla. Spoznala sem ogromno srčnih ljudi, in zaradi katerih tudi danes stojim tukaj, tako da hvala vsem. In Valerija me je letos postala, naj grem v PACUP. Rekla je: Maja, pojdi, si vzgojiteljica. Prijavila sem se in bila sem zbrana v PACUP-u, to je otroško letovišče Zveze prijateljev mladine Slovenije. Bila sem vzgojiteljica 10 mlajšim dečkom in z njimi sem preživela 10 čudovitih dni na morju. To so otroci iz socialno ogroženih družin in ko sem videla nasmeške na njihovih obrazih, to ne moram povedati. Pri 17 letih sem morala odrasti čez noč, kar ni bilo lahko. Od takrat, od tistega momenta dalje živim življenje čisto drugače. Nobena stvar mi ni samoumevna, cenim vsako stvar. Zdravje je vedno postavljeno na prvo mesto in verjamem, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. Kot so v Inštitutu Zlata pentljica Otroci z rakom v svoji predstavitvi zapisali, je njihov osnovni namen, da otroci in mladostniki, ki so v otroštvu zboleli za rakom, ozaveščajo vrstnike in širšo javnost o svoji bolezni, se družijo in si med seboj pomagajo. O ozaveščanju je na dogodku spregovorila tudi 13-letna Vita, ki je za levkemijo zbolela pri 10 letih. Med boleznijo, da ne bi mislil, sem negativna, sem začela snemati TikTok. In moj cilj je bil, da bi čim več naših sovrstnikov ozavestila o tem, kaj se dogaja z nami. Zato, ker veliko jih ne ve o tem. In sem prepričana, da se je vsakemu od nas že zgodilo, da so v šoli se spravili na nas, zakaj imamo podaljšan čas pri testih, zakaj se lahko najavimo pri spraševanjih, zakaj ne telovadimo. Zato, ker ne moremo in ker ne moremo takoj po zdravljenju, ko pridemo v šolo, biti enaki kot so oni. Se trudimo, vendar ne moremo tega storiti. Snemala sem pa tudi zato, ker mi je malo manjkalo socialnega življenja, saj po 3. mesecu zdravljenja so že vsi sošolci, prijatelji pozabili na me, ker me ni bilo v šoli z njimi in sem izgubila tudi stik z njimi. In na TikToku sem tudi dosegla veliko število sledilcev, saj ljudi to zanima, ker je to ponavadi bila tabu tema. Ampak mi probamo z inštitutom to spremeniti, da se o tem več govori in da ljudi res začnejo tudi paziti, kaj govorijo o nas. Pa vendar, kako težko je bilo javno spregovoriti o tej izkušnji? Jaz moram povedati, da sem bila na tem dogodku najbolj živčna od vseh dogodkov, kaj smo jih kadarkoli imeli. In mi je bilo kar polno emocij, ko smo bili še v zaodrjih, mislila pač, da mi bo srce ven skočilo. Ful sem bila nervozna, ni me bilo sicer strah, nisem bila toliko pač nekako živčna, nervozna, tak. Ampak pol, ko se enkrat se začelo, pa smo začeli govoriti, pa smo se malo povezali z občinstvom, je vse bilo lažje. In moram povedati, da jaz pa tudi mislim, da lahko rečem za cel inštitut, da smo res hvaležni, da so ljudje prišli,
da so nas poslušali, da so, tako kot sem rekla, dovolili, da del košček sveta delimo z njimi. Težko je verjeti, da bi lahko tako preizkušenj polna in težka bolezen prinesla tudi kaj dobrega. Pa vendar. Ja, definitivno mi je spremenilo življenje na bolje, čeprav težko verjeti, ne. Tudi glede na to, da sem izgubil nogo, sem še vedno živim normalno življenje, še vedno sem športnik, profesionalni športnik, reprezentant odbojke SD, parašportnik in to je v bistvu mene gnal šport in družina, ne. Zato sem jaz lahko tukaj, zato lahko v bistvu stojim na nogah. Življenje pred in po bolezni se je zelo spremenilo. Ja, v bistvu pred rakom je bila glavna težava, če me bo kateri fant imel rad, kakšne bom imela ocene, če me bo ona kolegica tak pa tak pogledala, se z mano pogovarjala. In pol, ko sem prišla nazaj v civilizacijo, se lahko temu reče, sem se prav malo smejala težavam drugih. In ne vem, takrat sem začela res ceniti življenje, res vsak dan se zbudim, pa sem hvaležna, da mi je bilo dano to življenje, da še lahko živim, da se še lahko gibam in konec koncev, da lahko delam take dogodke, kot je bil ta danes. Ko so Hana, Neža, Luka, Maja, Kaja, Sara, Korina, Tomi, Vita in Tina pripovedovali o svoji izkušnji z rakom, sem se spraševala, kako je mogoče vse to preživeti. Verjetno je vse nadalje čudno, ker sem prišla na oder z nahrbtnikom. Ampak v bistvu je to moja infuzija, ki me skozi življenje, s katetrom, ki je vstavljen preko prstnega koša in žije direktno v srce, spremlja že celih 24 let. Poleg tega pa imam še gastrostomo razbremenilno. To je cevka, ki je speljana v želodec, da si ob slabosti lahko izpraznim črevo, kot da bi odprla pipo. Imam tudi vstavljen epiduralni kateter. To je cevka, ki je speljana v hrbtenico, da si lahko 4-krat dnevno dozira morfij, da lahko sploh zdaj stojim pred vami. Poleg tega pa sem ponosna na mojo lady. To je stoma za odvajanje blata, ki mi je v bistvu izboljšala in polepšala življenje na najboljši možni način. Vse to, kar sem zdaj naštela, so posledice raka, ki sem ga preživela pred 24 leti. Tina se s posledicami raka in redke bolezni spopada že celo svoje življenje. Nahrbtnik, ki ga nosi, je pravzaprav njena vez z življenjem. Ob rednih letnih dopustovanjih, kot pravi sama, v bolnišnici. Kako vse to lahko premaguje s toliko optimizma? Ja, v bistvu pri meni so te cevke in vse ostalo že od majhnega. Jaz ne poznam življenja brez tega, tako da to je za mene moja normalnost. Vse počrpam iz družine, prijateljev, podpore, mojih prijateljev iz inštituta. Naključje je hotelo, da je Tina ravno na dan dogodka praznovala tudi svoj 27. rojstni dan. V dvorani je za vsakogar od njih sedel nekdo, ki je predstavljal nevidno nit podpore. Razredničarka, predsednica državnega zbora, psihoterapevt, rokometni trener, pisateljica z izkušnjo raka. Jaz sem zdaj toliko ganjen, da veste, zdaj nisem jaz noben strokovnjak. Mene je presunilo, koliko enega duševnega zdravja ste vi danes izrazili tle z tega odra. Pa bom samo povzel bom. Ne vem, kolikrat ste rekli besedo hvala. Ne vem, kolikrat ste omenjali svoje bližnje in govorili o teh srčnih vezeh, ki so vas podpirale. Koliko ste omenjali ljudi, ki so vam dajali upanje, ki so vas podpirali, ki so vam stali ob strani. Jaz vidim, koliko ste tudi enega humorja. Ja. Humor je tudi eno zdravilo, ki nam pač podpira občutek dobrega upanja. Koliko ste izrazili enega poguma, koliko ste šli čez sebe, da ste sploh spregovorili in da delite to z nami.
Zakaj je pomembno, da otroci delijo svoje zgodbe in zakaj je enako pomembno, da jih mi slišimo? Jaz mislim, da so take prireditve absolutno pomembne in potrebne v družbi, v kateri živimo, z več vidikov. No. Po eni strani je zelo pomembno za otroke, da povejo, da tisto, kar se zdi v prvem hipu se pravi nesprejemljivo in nekaj neizgovorljivo pravzaprav, da ozavestijo, ponotranjo, udomačijo in potem so sposobni to tudi deliti z drugimi. Ker sem se sama srečevala tudi s podobnimi diagnozami. Vem, kako dobro je, če si slišan, če lahko poveš, če te nekdo posluša in razume in če lahko deliš tudi take težke zgodbe. Ne samo, da govoriš o tem, kako si pozitiven, močan in kako verjameš, ampak da govoriš tudi o tem, da je včasih zelo težko. To pomaga otrokom, po drugi strani pa osvešča jasno tudi širša skupnost, in ki se absolutno prvič more zavedati, da otroški rak prvič obstaja, drugič, da to ni bolezen, ki pomeni konec, da je otroški rak ozdravljiv in ozdravljiv v visokih procentih, da je sicer pot težka, ampak da se da zmagati, premagati in na koncu v bistvu, tako kot so otroci izpostavili, ozdraveti. Kaja, mislim, da je Kaja na študiju medicine, ena vzgojiteljica, skratka živeti kakovostno svoje življenje kljub tej otroški težki diagnozi. Da inštitut zbira sredstva za del njegove športne proteze, je Tomi sicer vedel. V popolni tajnosti pa so mu v inštitutu s pomočjo Zveze prijateljev mladine, blejskih podjetnikov in pripravljenosti podjetja za izdelavo protez pripravili popolno presenečenje. Moram povedati, da to stopalo, ki ga imam zdaj na sebi, je testno stopalo. S tem so mi pri podjetju, ki mi izdelujejo proteze, zagotovili, da saj lahko čez počitnice športam stoje. Ampak je to le začasno bilo. To pa res hvala za tole, ker je nekaj... Nimam besed. V rokah držite svojo prvo res vašo športno protezo. Kaj to za vas pomeni in kaj vse boste počeli z njo? Ja, tole sem kar presenečen, da sem danes to lahko prejel v roke in v bližnji prihodnosti, da se jo tudi natakne na nogo, mi izredno veliko pomeni zaradi tega, ker lahko potem delam, kar si želim. Lahko tečem, lahko igram badminton, lahko igram stoječe športe, lahko igram nogomet. Praktično neskončne možnosti in v bistvu to stopalo mi daje nek nov način športa, kako bi temu rekel, stoječega, da se v bistvu lahko postavim noge pa lahko zatečem. In to je v bistvu nek cilj in sem izredno počaščen, da lahko držim in da tole tudi ostalo v mojih rokah. Kaj je bilo ob pripravi dogodka Naše zgodbe vaša vprašanja najtežje, smo ob koncu povprašali Valerijo Čarman, soustanoviteljico inštituta. Verjeti, da nam bo uspelo, ker še nikoli tega ni bilo. Mi smo leta in leta razmišljali o tem. Midva v bistvu že 24 let poslušava zgodbe teh otrok in vedno sva nekako razmišljala tako, da so oni sami tisti, ki morajo povedati svoje zgodbe. Ampak je očitno vedno potrebno čakati na tisti pravi trenutek, ko se je zbrala ekipa, kot je bila danes, ker to vseeno niso vsi otroci za to, da se govori oziroma da nastopajo, pa že tukaj je bilo 4 mesece res veliko dela. Tem otrokom je vsem samozavest zelo po zdravljenju, ko stopijo nazaj v socialno okolje, so v bistvu samozavestjo na dnu. In tukaj, da so danes stali na odru, je to, mislim, neskončna zmaga za njih. Mislim, da še ena zmaga življenja. No, tako da. Jaz poznam vse te otroke od začetka zdravljenja do razen Tine, in vem, v kakšni fazi so bili leto, 2 leti nazaj in v kakšni fazi so danes. In koliko enega strahu je bilo pred dogodkom.
in kako je izgledalo na dogodku. Ne? Da recimo Sara, ne, ki ima hudo obliko disleksije, da je stala na odru in povedala svoje, mislim. Dogodek so skupaj pripravili Inštitut Zlata pentljica Otroci z rakom, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Občina Bled in Zavod za kulturo Bled. Gostitelji so ob koncu že obljubili ponovno srečanje prihodnje leto na Bledu.